Zdravo, jaz sem Živa. Miran. Jaz sem pa Žak. Miran, pozdravljeni Žak. Gospod Miran, kje pa smo zdaj? Sedaj se pa nahajamo v obratu za preoblikovanje pločevine. Tukaj iz pločevine nastanejo prvi avtomobilski deli. Tukaj dobijo prvo svojo osnovno obliko, katero potem lahko občudujemo na avtomobilih. Kje si pa te modele lahko gledamo? Te modele si bomo potem ogledali na koncu linije, do tja je še daleč. Si bomo najprej pogledali postopek, kako ti deli nastanejo. Kaj pa je tole? Ja, Žak, glej, to je pa kolut pločevine, katero narežemo v trakove in potem iz njih izdelamo avtomobilske dele. Takšen kolut je težak 20 ton. Kako jih pa premikate? Ja, ti koluti, ker so tako težki, imamo za njih posebno dvigalo. In to se imenuje mostno dvigalo, ki ga lahko vidiš tamle, in s tem dvigalom lahko premikamo vse težke kolute. Trakove, katere smo videli na začetku, tukaj oblikujemo že v tiste prave avtomobilske dele, katere potem uporabimo za sestavo avtomobilov, da dobi vozilo tisto pravo svojo obliko. Kdo pa zdaj tukaj določi, da se delajo zdaj vrata? Ja, imamo računalniški program, ki nam preračunava, kakšne zaloge posameznih delov imamo v tovarni, in ta pravi, da ta trenutek moramo izdelovati vrata, da jih ne bo zmanjkalo kasneje v procesu za sestavo karoserij. A tukaj so zdaj tisti deli, ko jih sestavljajo skupaj, ko smo jih videli tam? To so sedaj pa tisti deli, katere smo prej videli v obratu stiskalnic, in tukaj so zvarjeni in vozilo že dobiva tisto svojo pravo obliko, katera je potem pripravljena naprej za obdelavo v lakirnici. Deli so med sabo zvarjeni in tako dobimo že tisto pravo obliko, podobno avtomobilu. A vse to, kar smo zdaj videli, delajo roboti? Veliko tega, kar smo sedaj videli, delajo roboti, vendar ne vse. Delavec je nezamenljiv. Se pa trudimo, da bi vedno več dali robotov, ker tako olajšamo delo za delavce. Danes imamo že več kot polovico procesa robotiziranega. Zdravo, Igor. Predstavljam ti Žaka. Igor me veseli, Živo. In Živo. Živa. In njima bomo danes pokazali naš proces lakiranja avtomobilov. Najprej bomo pa zamenjali naše zaščitne obleke, to pa zaradi tega, da ne bomo v obrat lakiranja vnesli prah, lase, nitke, katere bi potem lahko ostale na lakiranih avtomobilih. Sedaj se pa nahajamo v obratu lakiranja, kjer tiste avtomobile, kjer smo prej videli sestavo, kako jih naredimo, kako jih sestavimo in zvarimo v obliko, sedaj pa polakiramo. In tukaj lakiramo vozila v več barvah, danes lakiramo v 14 različnih barvah, seveda glede na želje naših kupcev. Ko smo enkrat polakirali vozilo, ga je potrebno sedaj opremiti z vsemi deli, katere voznik potrebuje in so potniki za varno vožnjo. Najprej dobimo karoserijo brez vsakih delov, potem pa skozi vsak proces, vsako delovno mesto dodajamo posamezne dele in tako dobimo na koncu opremljeno vozilo, ki je pripravljeno za našega kupca. Sedaj jih bomo na koncu samo še preizkusili, če vse deluje brezhibno. Sedaj imamo tukaj enega, ki je v celoti dokončan. A ga bomo pogledali, kakšen je? Ja. Pa dajmo. Ja, so sedeži nazaj pomaknili, drugače ga je sedeži bolj naprej.